Dobar dan vsem. Poglejmo zdaj, kako se zaračunajo n-ti koren enote z uporabo polarnega zapisa kompleksnega števila. Torej, če mi imamo kompleksno število z, ki je ρ, torej absolutna vrednost, krat cos φ plus i sin φ, ta z na n je ρ na n krat kosinus od n-φ plus i sinus od n-φ. To je Moivrova formula. In sedaj mi hočemo rešiti enačbo z na 600 je enako 1. Ta enačba bo imela natanko 6 rešitev med kompleksnimi števili, zaradi osnovnega izreka algebre. Ja, nekatere rešitve bi lahko bile večkratne, ampak v tem primeru ne bo tako. Bomo dobili zares 6 različnih rešitev. Torej, sedaj z na 600 rabimo to formulo, napisali ρ na 600 krat kosinus 6φ plus i sinus 6φ. In 1 bomo napisali zmeraj v polarnem zapisu kot kompleksno število. Torej, absolutna vrednost od 1 je 1, ki množi kosinus nič plus i sinus nič. Zakaj nič? Tukaj je znal nič radijanov, bi lahko bilo tudi nič stopinj. Dovolj da pomislimo, kje je 1 v kompleksni ravnini. Tukaj imamo kot nič. Če nismo prepričani, kosinus od nič je 1, sinus od nič je nič. Imamo 1 plus nič i vse pomnoženo z 1 je prav 1. Torej, ker ta izraz mora biti enak temu izrazu, ρ na 600 mora biti enak 1. In torej ρ mora biti enak 1. ρ od rešitve. Oziroma od rešitev, ki bomo imeli 6 rešitev. Zato, torej, tukaj imamo 6φ, 6φ, tukaj nič, nič. Torej, kosinus 6φ mora biti enak kosinus nič, sinus 6φ mora biti enak sinus nič. Ja, kot prvo lahko rečemo, da 6φ mora biti enako nič. Zdaj bom napisal vse v stopinjah. Nič stopinj. In to je res. Ampak tudi mi lahko tukaj dodamo 360 stopinj. Torej, 6φ je lahko tudi enako 360 stopinj. Tukaj. In lahko še dodajemo druge večkratnik od 360 stopinj. In to naredimo, da imamo 6 takih enačb. Ni treba več, ker če gremo naprej, bomo dobili spet zmeraj iste kote kot na začetku. Saj osnovni izrek algebra nam pove, da ta enačba ima 6 rešitev med kompleksnimi številih. Ne bomo imeli več. Torej, tukaj dodajmo večkratnik, dodajmo 360 stopinj vsakekrat. In imamo te enačbe, torej izmeri 6φ, torej vse te enačbe delimo z 6 in dobimo 6 kotov. Nič delino 6 je nič, 360 delino 6 je 60 in tako naprej, dobimo 6 kotov. Iz teh 6 kotov dobimo 6 rešitev, ki imamo ρ, ki je 1, krat kosinus φ plus i sinus φ, kosinus od tega kota plus i sinus tega kota in tako za vseh 6 kotov. Torej to so vse rešitve napisane v polarnem zapisu. Lahko v tem primeru damo tudi algebrski zapis. In zakaj? Ker mi znamo točno izračunati vrednosti sinusa in kosinusa za te kote. Imamo točne vrednosti. To ne bo res za katerikoli n. Tukaj, če naprimer damo z na 7 enako 1, tukaj dobili nekatere kote, za katere ne bomo znali izračunati sinusa in kosinusa in bomo pustili tako, kot je. Ker pa v tem primeru znamo točno izračunati, koliko veljajo, sem izračunal in sem napisal tukaj vse vrednosti s koreni. Torej, za druge vrednosti od n-ja se postopa na isti način, kot tukaj v tem primeru. Prosim, všečkajte in vpišite se. Hvala!